Trditev Jugoslaviji so bile nabito polne cerkve ni dober protiargument za zanikanje dejstva, da je v komunizmu potekala represija proti kristjanom iz več razlogov. Dejstvo, da so bile cerkve polne, ne izključuje možnosti, da so bili kristjani kot posamezniki ali cerkev kot institucija tarča represije. Ljudje so lahko kljub nevarnosti še vedno obiskovali cerkve, saj je vera za večino slovenskega naroda pomenila upanje in ohranjanje narodne identitete. Pomembno je poudariti, da so bile cerkve polne kljub komunizmu in ne zaradi njega. Visoka udeležba pri mašah ni bila posledica spodbudne politike do vere, temveč trdne vernosti ljudi, ki so se upirali pritiskom in omejitvam komunističnega režima. Komunistična represija proti kristjanom ni pomenila zapiranje cerkva ali prepovedanje obredov, v mnogih primerih je bila izražena mnogo bolj prikrito. Na primer z nadzorom in zasliševanjem duhovnikov, kaznovanje versko aktivnih posameznikov z na primer izgubo službe ali omejenim študijem, s protiversko propagando in zavračevanjem verouka in verskih simbolov v javnosti. Prav tako trditev, v mojih krajih ni bilo represije, zato jo nasploh ni bilo, klasičen primer posploševanja na podlagi omejene osebne izkušnje. Jugoslavija je bila velika država z različnimi nivoji oblasti, stopnjami nadzora in političnimi razmerami, kar pomeni, da so v enem kraju lahko verne ljudi pustili pri miru, v drugem pa jih strogo nadzorovali in kaznovali. Kjer je bilo manj vpliva cerkve in politične opozicije, so bile razmere lahko bolj sproščene.